samo v okviru družine, če pa gledamo v okviru družbe, pa ne, jaz mislim, da bi glede na to, da sta v Evropo prišla, če gledamo konkretno Slovenijo, bi jih marsikdo tudi, ne vem, zanj gledajo predsodke, bo to sploh tudi njihov otrok. Ne, se pa bo dala roda. Ja, no, skratka, mislim, da je pa vsem jasno, da bi imela kar nekaj problemov, ampak pri nekaj pisali grizem premagal se uvede. No, zdaj mogoče preden da čisto dokončno zaključimo. Če se spomnite, zdaj že skoraj 2 meseca nazaj, ste takrat na drugem našem srečanju večinsko izpostavili neko tako tipično, idealno sliko v družini, ata, mama, otroci, vsi so srečni, vsi so zadovoljni. Danes pa smo v bistvu skozi te, za moje pojme, zelo zanimive predstavitve in dramske nastope videli, da poznamo različne družine in različne probleme, ki se znotraj tega pojavljajo. Zdaj pa me zanima še samo na koncu, glede na to, da ste zadnjič vsi v bistvu dosti poenoteno postavili jasno sliko družine. Kaj bi bilo po vašem mnenju tisto, kar bi pa lahko določalo na nek način evropsko družino? A bi lahko govorili za evropski prostor, da obstaja nek tipični okvir, čemu bi lahko rekli evropska družina? Ne. Snemaj se. Obrni. Ne. No, argumenti, to smo rekli, da odgovor daj ne zahteva. Ja, ker se je družba toliko razvila, da ni več iste enotne nečega. Pač poznamo toliko različnih faktorjev, ki določajo družino, da ne moreš govoriti samo o eni družini, ker imaš tudi ti različne vrste družine, naprimer imaš enostarševsko, dvostarševsko, imaš homoseksualno, imaš navadno družino, ne vem, imaš mešanih verstev, ali ne vem, v glavnem, ne moreš reči enemu celotnemu, da bi pa res, v bistvu je vsem skupaj sam tisto spoštovanje oziroma tisto, kar družina naj bi izražala, ne. Spoštovanje do staršev pa ljubezen brezpogojno, ne. Pa se zdi, da bi lahko to bil tisti okvir evropske družine? To je potem svetovna družina. Ja, ne, zakaj sem zdaj to, ravno po tem, kar je bilo zdaj povedano, izpostavlja. Zato, ker sta prej lepo predstavljata taka zveza, recimo katolik pa musliman, je bila v nekem muslimanskem okolju težje sprejeta, kot pa mogoče v evropskem. To ste rekli, da bi bila, ok, bi pripotovala, zbežala bi v Evropo, imela bi določene probleme, verjetno jima ne bi bilo lahko, ampak a se predstavljate, da bi pa taka družina funkcionirala lahko v nekem muslimanskem svetu? A bi lahko bila ta distinkcija v bistvu to med muslimansko družino pa evropsko družino? Ali je to svetovna družina? Svetovna družina. Mora biti svetovna. Ne, mislim, svetovna družina je tista. Kozmopolitska, recimo, tam še en tak izraz. Kaj pravite ostali? Odvisno od časa in prostora, v katerem se nahajajo. Se dober ne strinja z nečem, kar bi bilo recimo evropska družina? Ja, pač vse te spoštovanje, ljubezen in vse, samo da še starši ogromno delajo. To je evropska in drugo pa vse druge pa svetovne. Se to pač kar zdaj prevladuje, ne? Če zdaj tako mišljamo. Vse so različne, mislim, dosti različnih, samo mislim, pač tisto vseeno še nekako oče, mama in sta otroci, ne? Ja, neke osnovne ideje so posod, tudi v sredini Afrike. No, se to, če gledamo čisti sociološkega vidika, je itak družina formovana šele takrat, ko gre za odraslega in otroka. Ampak že